Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes vam želim vse dobro v novem letu 2024. Ja, glejte, napovedi so različne, ampak tisto, kar jaz res verjamem, je to, da svojo vibracijo ustvarjamo končni rezultat. No in danes bomo majčkeno pogledali skozi numerologijo, pa kaj nam pravijo karte o tem novem letu. Predvsem vam pa želim, tako kot vam vedno rečem, blagoslov v vašem življenju, ker blagoslov je čaroben dež, ki pognoji čisto vse in vam prinese obilje vsega dobrega. No, zdaj pa, če pogledamo 2024 skozi numerologijo. Kot veste, ljubiteljsko me zanima numerologija in to je vibracija, tako kot vsaka druga zadeva, pač tako kot imajo naša čustva vibracijo, imajo tudi števila vibracijo, pač vse to gre skozi vibracijo. Glejte, leto 2024 je leto 8. In 8 je tako kot neskončnost. Neskončnost vsega in ta neskončnost, glejte, število neskončnosti pomeni, da to, kar oddajamo, pride nazaj in tako naprej. Število neskončnosti pomeni osmica, da ena stvar je, da osemka je povezana z denarjem. In če gledamo, da je povezana z denarjem, marsikdo se v tem obdobju ukvarja z velikim pomanjkanjem. In ja, vemo, da pomanjkanje je tudi vibracija in če želimo to pomanjkanje spremeniti v vibracijo obilja, mi moramo začeti drugače vibrirati. Jaz verjamem v to, da smo mi kreatorji svojega sveta in da svojo vibracijo ustvarjamo naš svet. Glejte, v knjigi o numerologiji piše 8. To je leto brez upiranja. Leto števila 8 je obdobje, nad katerim nimamo nadzora, zato je najbolje, da se sprijaznimo s tem, kar nam življenje ponuja, ter modro in potrpežljivo čakamo, da težave minejo. To leto je znamenje denarja in moči. Čeprav bomo morali premagovati kar nekaj ovir in težav, je to obdobje ugoden čas za poslovne dejavnosti in naj se sliši še tako neverjetno tudi za denarne zadetke na loteriji in v igrah na srečo. V nobenem osebnem življenju in v odnosih z bližnjimi nas bodo v tem obdobju mučili stresi in zdravstvene težave. Ampak to ni čas za preplah. To je čas, ko enostavno vi veste, da lahko spremenite vse. Ohranite dobro voljo in ubirajte srednjo pot med neskončnostjo in vsakodnevnostjo. Bodite zavestni in nenavezani na končne rezultate. Zdaj pa poglejmo najprej odnose. Odnose. Če nas odnosi preizkušajo, pomeni, da nas vsak odnos uči biti v centru. Pač ne da nas potegne v dramo, ampak da ostajamo v centru dobre volje, hvaležnosti. Ne glede na to, kar se dogaja, je pomembno, da enostavno odločamo svojo vibracijo, kam bo šlo naše življenje. Zdaj pa poglejte, o tem sem že govorila. Vsak izmed nas ima posebno leto. In osebno leto pomeni, da recimo, če ste rojeni 1. 3. Pa dodate leto 2024, seštejete 1 plus 3 plus 8. Pomeni, da v tem primeru je vaša osebna vibracija 12, kar pomeni 3. A sem prav seštela? Seveda sem. 3. Leto 3 pa pomeni, da je to leto družine, napredka, rasti. Pač vsako leto nam nekaj prinese. Recimo tisti, ki ste v letu, ko seštejete svoj rojstni datum, se pravi, če ste rojeni 15. 6. 1 plus 5 plus 6 plus 8 dobite na ta način leto, vaše leto. In vaše osebno leto je tisto, ki pa je najbolj pomembno. Recimo jaz zase, mislim, da sem jaz zdaj v letu napredka, čistega napredka, ampak ja, saj ni pomembno za mene, ampak pomembno je za vas.
Vi izračunajte, katero leto je, in če ste tam v letu 7, 8 ali 9, pomeni, da vas življenje uči zaključevati neke pomembne odločitve, korake, ker v bistvu poteka 9 let kot nek cikl in potem se začne spet znova. In življenje nas hoče pripeljati do tega, da v vsakem ciklu zrastemo. No, zdaj bomo pa pogledali naprej še skozi karte. Kaj nam pravijo karte prehoda v novo dobo? Se pravi, kakšno leto 2024 za vas, ki tole poslušate, kaj vas sporoča? Stvarstvo, angeli, kaj je pomembno ta trenutek, da veste, da ozavestite. Ljubezen. Bolj se ljubite. Ti si ljubezen in ti, ki tole poslušaš, ti si ljubljeni otrok stvarstva. Ne pozabi na to, da stvarstvo te ljubi. In drugo sporočilo je, resnica je ena. Vedno in povsod izražaj resnico. Glejte, energije nas ne morejo več podpirati pri dvoličnosti, pri varanju, pri prevarah. Ne gre več. Energija nas ne morejo več podpirati. Nikogar izmed nas, da boste živeli ali pa sedeli na 2 stolih. Ne gre. Zdaj je čas iskrenosti. Iskrenosti do sebe, kaj občutite v določenem odnosu. In ja, jaz verjamem v to, da ne morejo nas energije več podpirati pri tem, da bi kogarkoli varali, ampak predvsem sebe. Se pravi, ta je poštenost. In naslednje sporočilo je, stvarstvo vam čestita za pogum. Si na pravi poti, vse poti naprej so gladke. In želim vam prebrati tole sporočilo, to je sporočilo 25, vam povem. Vse je na pravem mestu. Strah je obraz teme, ampak ti si svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviraš napredek. Vse je prav, pred teboj je novo obdobje, najhuje za teboj. Ohranjaj stanje ljubezni. In še eno sporočilo, ti, ki tole poslušaš, si človek bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Se pravi, vsaka stvar je pravilna, karkoli se vam dogaja je prav in je namenjeno za vašo rast, za vaš napredek. Vse je namenjeno temu, da boste zrasli, vi kot duša, da greste naprej, vi kot duša, da se izrazite v svojem potencialu. In še eno sporočilo tukaj. Čas je za ljubezen. Ja, zanimivo. Ta prva in ta zadnja karta, ljubezen. Vse je povezano s tem, da se dovolite, da v vaše življenje ali pa da se v vašem življenju izrazi ljubezen, ki jo izražate. Pač ta naša vibracija res določa čisto vse, kar se zgodi v naši okolici. Želim vam prebrati. Sedmica, ok, tole je to. Na voljo vam je mnogo izbir, priložnosti in sanj. Črpajte navdih iz njih, kjer je to mogoče in prepoznavajte, da gre le za skušnjavo, če vas oddaljujejo določene situacije od začrtane poti. Gre se za to, da se mi zavedamo, da smo mi osnovna vibracija, ki jo sproščamo v svet. In prav leto 8 nam da priložnost, da se spravimo v ravnovesje. In ko smo mi v ravnovesju, pride ta neskončnost vsega dobrega. Tako da, res vam želim vse dobro in naj bo leto 24 za vas najboljše leto do sedaj. Res vam želim veliko zdravja, sreče in predvsem blagoslova. Tako da, vse dobro vam želim. Uživajte.